Najlepša hvala za lepe uvodne besede. Dober večer. Moje ime je Matjaž Vrtovec in sem interventni radiolog. V resnici se veliko ukvarjam z venami, veliko se ukvarjam tudi z arterijami in delam pa v kliničnem centru in sicer primarno na dermatovenerološki kliniki. V veselje mi je, da bom danes lahko z vami to urco in da bomo šli čez eno zelo pogosto težavo oziroma bolezen in najprej opredelili, kaj ta bolezen je, potem se pa tudi malo bolj podrobno pogovorili, kako jo prepoznamo in kako si pomagamo, posebej v tem neprijetnem poletnem času, ko so težave z venami ponavadi hujše. Torej, kaj pravzaprav te krčne žile so? Pa dajmo najprej medicinsko opredelitev tudi povedati, ne bo slabo, morda vam kdaj prav pride, ko boste na kakšnem izvidu kakšen tak izraz videli, da veste, kaj je s tem v resnici zdravnik, ki je to napisal, mislil. Pogosto v medicinskem izrazoslovju imenujemo krčne žile na dva načina, ali kot kronično vensko bolezen oziroma kronično vensko popuščanje. Oba termina, oba izraza pravzaprav govorita o krčnih žilah, s tem, da je tale prvi kronična venska bolezen širši, zajema pravzaprav vse stadije bolezni, tale drugi izraz, kronično vensko popuščanje, se pa ponavadi uporablja za tiste bolj napredovale stadije bolezni, se pravi takrat, ko so spremembe na spodnjih okončinah že dokaj izražene, vključno seveda s tistim zadnjim, najhujšim, in sicer venskim ulkusom, vensko razjedo. Krčne žile so pa seveda laični izraz, ki pa vključuje in pravzaprav zajema vse stadije bolezni, vse oblike, ki pod to entiteto pašejo. Kako pogoste krčne žile pravzaprav so? Zelo pogoste. Se pravi, krčne žile, ali tukaj na tem slajdu je to opredeljeno kot kronična venska bolezen, doletijo tam nekje, malo je odvisno to od okolja, na zahodu več, kakšna bolj zdrava okolja, še bolj ruralna, pa morda malo manj, doleti torej ta bolezen tam nekje od 10 do 50% moških in od 40 do 60% žensk. Tudi napredovale oblike bolezni so še vedno dokaj pogoste. V splošni populaciji ima bolj izražene težave s krčnimi žilami, tam nekje 10 do 20% moških, pa tja do 1/3 žensk. Celo tale najhujša oblika, tista zadnja, torej venska razjeda, venski ulkus, ni tako redka, kot bi morda na prvo žogo mislili. Če malo mečemo v številke, poglejte, aktiven venski ulkus, se pravi odprto vensko pogojeno rano, ima trenutno v Sloveniji okrog 6000 ljudi, glede na populacijo Slovenije, kar je pravzaprav že kar konkretno veliko mesto. Pa dajmo najprej par besed še reči o tem, kako venski sistem pravzaprav izgleda in kaj te vene, vensko ožilje pravzaprav v telesu predstavlja. V telesu imamo dveh vrst ožilja. Prve so arterije, ki peljejo kri od srca v vse konce telesa in po arterijah kri poganja srce kot črpalka. Vene so pa tisti sistem, ki kri iz vseh koncev telesa ponovno zbira in jo ponovno pripelje do srca, da ima srce ponovno kri, ki jo lahko poganja naokrog po telesu. Razlika med arterijskim in venskim sistemom je tudi ta, da seveda po arterijah teče kri z mnogo višjim tlakom, pač glede na tlak, ki ga ustvarja srčna mišica, po venah pa kri ne teče zaradi črpalke, ki bi bila za njo, ampak zaradi pasivne razlike tlakov. Se pravi, tok krvi po venah je zelo odvisen tudi od tega, ali se gibamo, ali sedimo,
ali imamo noge dvignjene, ali so noge spuščene, in se torej ta tlak v venah preko dneva in z našo aktivnostjo zelo spreminja, in tudi tok krvi nazaj proti srcu po venskem sistemu ni v vseh delih dneva in pri vsaki aktivnosti enakomeren. Takrat, ko pride do bolezni ven, pravzaprav pride do okvare zaklopk, ki normalno v normalnih, zdravih venah so in ne puščajo krvi v napačno smer. Kaj to pomeni napačna smer? Glede na prej povedano, v zdravih venah torej kri teče vedno od periferije, kot rečemo, se pravi od koncev telesa nazaj proti srcu. Drobne zaklopke, ki pa so razporejene vzdolž teh venskih žil, pa preprosto ne pustijo krvi, ko se enkrat kri premakne proti srcu, da bi ta kri zlezla oziroma se vrnila po venskem sistemu nazaj. Kako se torej kri premika? Takrat, ko se mišice okrog vene stisnejo, se kri od ene zaklopke premakne naprej proti srcu, in takrat, ko ta pritisk teh okoljnih mišic in drugega tkiva popusti, zaklopka, če je zdrava, preprosto zapre in ne spusti krvi nazaj. Čeprav bi zaradi tlačne razlike se kri sicer seveda nazaj vrnila. Takrat, ko pa vene zbolijo, takrat se pa ta mehanizem spremeni. In sicer venske zaklopke ne opravljajo več svoje naloge, in kri ne potuje samo v smeri proti srcu, ampak zaklopke ne preprečijo vračanja krvi tudi nazaj proti periferiji. Take žile se potem zaradi konstantno višjega tlaka v luknjo tudi zvijugajo, postanejo še širše, široke, in to je na površini kože vidno kot krčna žila. Se pravi, ni pa vedno tako, da bi bile krčne žile, vidne krčne žile, edini in glavni znak tega, da je bolezen prisotna. Venska insuficienca, krčne žile so pravzaprav zelo raznolika bolezen. In sicer možno je, da ima nekdo krčne žile, ki so, kot rečemo po domače, debele kot ladijski štriki, pa hkrati nima nekih posebnih težav. Torej, noge mu ne otekajo, nima nekih težav v smislu bolečine ali česa podobnega. In nasprotno, pri pacientu, pri katerem vene pravzaprav sploh niso vidne, je lahko že močno prisotno otekanje, lahko ima prisotne druge simptome, vključno z bolečinami in simptomi, ki jih bomo kasneje navedli. Se pravi, važno je, da smo res na prvem mestu vsak sam sebi prvi zdravnik, in da znamo prepoznati tiste znake, ki pomenijo, da v ozadju je torej kronična venska insuficienca in da so torej naše vene bolne. Kateri so tisti simptomi in znaki, po katerih prepoznamo, da je verjetno v ozadju pri nas prisotna kronična venska insuficienca? Simptomi, se pravi tisti ne na koži vidni znaki, so: noge so težke, dostikrat je prisotna pekoča bolečina, noge so tudi nemirne, ne vemo, kam bi jih postavili, v kakršnokoli pozicijo postavimo te noge, nam ta pozicija ne ustreza. Lahko se zadeva izrazi z krči, ki se ponavadi pojavljajo takrat, ko je človek v mirovanju, se pravi specifično nočni krči, ki so lahko dokaj izraziti, hudi in tudi človeka celo zbudijo iz spanja ali pa preprečujejo normalen zdrav spanec. Koža pogosto tudi srbi. Kaj pa je lahko na koži videti, tudi če same varice niso hudo izražene? Takrat v napredovalih stadijih vsekakor noga najprej oteka. Ta oteklina noge je ponavadi bolj izražena proti večeru, se pravi, preko dneva se oteklina nabira, je najbolj izražena zvečer in potem preko noči, ko pač ležimo, je odtok krvi iz okončine boljši in do jutra taka tekočina uplahne.
Če pa to stanje dolgo časa traja, seveda mesece, leta, potem pa ta oteklina čez noč ne uplahne več, in začnejo se pojavljati tudi druge kožne spremembe. Koža postane temnejša, trda ali pa takega usnjatega izgleda, no in seveda, možne so seveda tudi vidne varice v različnih stadijih. Kateri so tisti rizični faktorji, ki vplivajo na nastanek krčnih žil? Do nedavnega je bila medicina prepričana, da je skoraj vedno v ozadju genetski faktor, se pravi, da so krčne žile v večini primerov prirojena zadeva. V zadnjem času se je to gledanje nekoliko spremenilo, in izgleda, da so tukaj kombinacija tudi okoljskih faktorjev, tudi pri tistih ljudeh, ki genetske predispozicije nimajo, lahko pripeljejo do tega, da se krčne žile dokaj izrazijo. Načeloma so pa tisti faktorji okolja, ki na nastanek krčnih žil vplivajo, negativno vplivajo, in tudi pospešijo nastanek krčnih žil, sledeči. Vsekakor se z staranjem krčne žile pojavljajo pogosteje, potem sedeče, stoječe delo je tisto, ki na nastanek žil in njihovo hitrost nastanka vpliva, neka konstantnejša izpostavljenost višji temperaturi, lahko tudi v delovnem okolju, pomemben faktor je debelost, pa tudi nekatera zdravila, predvsem hormonska terapija. Pri ženskah je pomemben faktor tako imenovan hormonski stres, torej nosečnost, in sicer je število nosečnosti tudi povezano z pogostejšim nastankom krčnih žil. Se pravi, ženske, ki niso nikoli rodile, imajo recimo pri 40. letu možnost za nastanek krčnih žil tam nekje v rangu okrog 20%, ženske, ki so recimo rodile do 4-krat, se ta možnost dvigne že na 40%, ženske, ki so pa več kot 4-krat rodile, pa imajo možnost za nastanek krčnih žil že samo zaradi številnih porodov, tam že nad 60%. Obstaja seveda več teh medicinskih točkovalnikov, ki stadij krčnih žil natančneje opredelijo, v take podrobnosti ne bomo šli, ampak morda pa vam vseeno kdaj prav pride tale najbolj razširjen točkovalnik, ki ga imenujemo CEAP. To boste kdaj najdli tudi na kakšnem izvidu, morda pri zdravniku, in gremo skozi stadije, tako da vam bo bolj jasno, kaj je morda na tistem izvidu pisalo. Stadij C1 predstavljajo tiste najmanjše, drobne, retikularne pajkaste varice, C2 so že bolj izražene varikozitete, takrat, ko se začne pojavljati oteklina noge, je to ekvivalentno stadiju C3, takrat, ko je pa koža že poškodovana, se pravi, ko se začne sprememba barve kože pojavljati, to je stadij C4, zadnja dva stadija sta pa rezervirana za tisti končni, bom rekel, bolj hud, če rečemo temu, zaplet krčnih žil, in to je zaceljen ali pa še vedno aktiven odprt venski ulkus. No, in seveda vse to, kar smo do zdaj opisali, se ponavadi močno poslabša v poletnem času. Težave takrat eksplodirajo. Zakaj do tega pride? Naše telo uporablja venski sistem tudi za ohlajevanje telesa. Se pravi, normalen način ohlajevanja telesa je tak, da se vene razširijo, da več krvi zastaja na periferiji telesa, takrat, ko so zunanje temperature visoke, in seveda pomaga s tem hladiti telo. Če so vene že bolne, kar pri krčnih žilah pač je dejstvo, jih torej zunanja vročina še dodatno razširi, kri v teh bolnih krčnih žilah še dodatno zastaja, in tudi prej opisani simptomi,
ki so v zimskem obdobju ali pa v hladnejših temperaturah manjši, se seveda intenzivirajo. Intenzivira se bolečina, intenzivira se občutek težkih, nabitih nog. Praktično torej vsi simptomi, ki smo jih prej naštevali, so torej v poletnem času zaradi tega mehanizma bolj izraženi. Hkrati je pa tudi res, da recimo večja izpostavljenost soncu direktno vpliva tudi na okvaro kože, tudi kolagena v koži in seveda tudi žilne stene. Zato so recimo tudi tiste drobne žilice v prvih začetnih stadijih bolezni v poletnem času ali pa v večji izpostavljenosti soncu tudi bolj izražene in tudi ponovno delajo večje težave. Kaj torej pomaga? Pomaga vsekakor hlajenje, pomaga počitek z dvignjenimi nogami, zelo koristna je hoja, kolesarjenje, ker vzpodbuja mišično črpalko, se pravi vzpodbuja praznjenje teh bolnih ven krčnih žil. Idealen način fizične aktivnosti je plavanje, ker hkrati pač se gibljamo v nekem hladnejšem okolju, se pravi telo se ob plavanju vseeno drugače hladi kot zunaj na zraku, in ob tem sklepi niso obremenjeni, in pozicija telesa je taka, da se že zaradi razlike tlakov kri bolje prazni tudi iz venskega sistema nog, pa seveda mišične kontrakcije, ki pri plavanju so, ponovno ugodno vplivajo na boljše praznjenje krčnih žil. Pomembna je dobra zaščita pred soncem. Kožo je treba zaščititi z kremo z dovolj visokim zaščitnim faktorjem. Ugodno vpliva nošnja daljših, ohlapnih, lahkih, svetlih oblačil. Dobro je, če se držimo v senci, in kot rečeno, če naredimo dovolj, da telo in seveda posebej noge dovolj ohladimo. No, torej, ja. Hladna voda, topliška voda seveda ne izpolni takega namena, je pretopla. Plavanje v morju pa je, ali pa v reki, v jezeru, pa v bistvu ima čisto drugačen dober učinek. V nobenem primeru ne smemo pozabiti da tudi v tistem času, ko smo izpostavljeni soncu, čeprav je dobro, da v času največje sončne aktivnosti, recimo tam med 10. dopoldan in 2. ali pa 4. uro popoldan, se direktnemu soncu sploh ne izpostavljamo, ampak tudi takrat, ko se, je torej dobra zaščita kože z ustrezno kremo zelo pomembna. Čemu se je dobro izogibati? Tudi pozimi, ampak še posebej poleti. Se pravi, direktnemu dolgotrajnemu izpostavljanju soncu, potem intenziven tek ni primeren, če že se ukvarjamo s kakšno tako intenzivnejšo fizično dejavnostjo, pa je smiselno uporabljati ustrezno kompresijo, se pravi športno kompresijsko nogavico, ki pomaga vzdrževati primerne tlačne razmere v končini v nogi. Izogibati se je potrebno topli vroči vodi, seveda v toplicah, kot prej rečeno. Pogosta savna ni primerna za pacienta z krčnimi žilami, pa tudi športi, ki močno dvigujejo intraabdominalni ali pa intratorakalni tlak, recimo dvigovanje uteži ali pa vaje v fitnessu, ki delujejo na tak način, tudi za pacienta z razvitimi krčnimi žilami niso primerne. Kaj pa od splošnega lahko naredimo, zato da bo naše stanje in naše počutje boljše? Seveda, kilogrami so problem. Večkrat smo že danes omenili v našem predavanju, da telesna teža je neodvisen faktor, ki vpliva tako na nastanek, kot na hitrost razvoja krčnih žil. Tako da, če bomo shujšali, če bomo pazili za to, da imamo idealno telesno težo, bo to na krčne žile v vsakem primeru tudi poleti zelo ugodno vplivalo.
Prehrana je manjši, ampak še vedno pomemben kamenček v obvladovanju težav s krčnimi žilami. Paziti je treba, da je pač hrano, ki jo jemo, ni preslana, izogibanje alkoholu, izogibanje kavi je na mestu, prehrana naj bo predvsem uravnotežena. Bogata z vitamini, ker predvsem ti antioksidantni pač delovanje vitaminov, vitamina C, vitamina E, pa tudi drugih vitaminov je za kvaliteto žilne stene oziroma tudi za sestavo krvi in njene reološke lastnosti pomembno. Takrat, ko že prihaja do draženja kože, se pravi tako imenovanega hipostatskega dermatitisa pri razvitejših varicah, seveda zaradi konstantnega obtekanja noge, je za to kožo treba seveda tudi ustrezno poskrbeti. In sicer potrebno je pač poskrbeti, da so mazila, ki jih uporabljamo, taka, da primerno vlažijo kožo, da niso premastna. Včasih je na mestu uporaba steroidne kreme ali pa mazila, ker taka krema zmanjšuje iritacijo, lokalno iritacijo kože in ugodno vpliva. Če so že potrebni antibiotiki, jih mora predpisati zdravnik. Se pravi, če je prisotno dodatno vnetje, ni antibiotikov zajemati na pamet in tudi ni primerno uporabljati topičnih, se pravi antibiotičnih mazil na koži, ker preprosto ta mazila ne odpravijo težave, ampak predvsem spremenijo sestavo pač bioma na koži, sestavo bakterijskih kultur, ki na koži bivajo in lahko celo negativno vplivajo na težavo. Seveda, kot že prej omenjeno, je pomembno, da se pravilno prehranjujemo, izogibati se pa tudi za nekim mazilom, ki bi dodatno, se pravi, lokalnim anestetikom, ki bi kožo naredili dodatno neobčutljivo, lanolinu, mastnim mazilom, kot prej omenjeno. Lokalni anestetiki seveda nam lahko še dodatno zakrijejo tole klinično sliko, do te mere, da morda ne opazimo, a veste, ker je koža preprosto še bolj neobčutljiva, kot bi sicer bila zaradi osnovnega obolenja, to, da je prišlo do poslabšanja stanja in torej tudi uporaba takih mazil ni na mestu, ni primerna. Pa rečemo še par besed o tem, kako pa lahko pač ukrepamo in pri katerih specialistih, kakšna naj bo tale primerna klinična pot, zato da bi pravzaprav na daljši rok te težave z krčnimi žilami odpravili ali pa jih vsaj pomembno zmanjšali. Seveda prva točka je pregled pri osebnem zdravniku, ki vas naj pregleda tako, da bo noge odvil, da bo videl noge, če slučajno uporabljate kompresijske povoje ali pa kompresijske nogavice, vztrajate, naj zdravnik pogleda tako, da so gole noge. In po potrebi, če oceni, splošni zdravnik bo zanesljivo znal oceniti, če gre za krčne žile ali ne, tudi takrat, ko so morda bolj skrite in niso vidne glih izrazite varice, in vas bo potem napustil naprej k specialistu. Specialistu flebologu, se pravi, to je specialist, ki se posebej ukvarja z venami, še posebej venami na nogah. Tista preiskavna metoda, ki je najprimernejša za nadaljnjo opredelitev venskega sistema nog, je ultrazvok. Tako rekoč zlata preiskavna metoda je ultrazvok. Včasih pridejo še druge preiskavne metode na vrsto, ampak v večini primerov ultrazvok odgovori na vsa potrebna vprašanja. No, in potem pride na vrsto zdravljenje, ki se pa je možno na različne načine, tako, bom rekel, z nekimi povoji, kompresijskimi nogavicami, se pravi konzervativno, tudi z zdravili je možno pomagati, pa seveda možen je tudi bolj invaziven pristop z neko endovensko ablacijo ali pa s kirurgijo.
Torej, ultrazvok je centralna metoda, ki dobro opredeli tako anatomijo kot funkcijo, in redko je potrebna še kakšna druga dodatna preiskavna metoda, še posebej CT ali pa magnetna resonanca, je res samo v izjemnih primerih potrebna, še posebej morda takrat, ko gre za nek zaplet po že preboleli globoki venski trombozi in podobno. Seveda, vsak operater, vsak zdravnik, vsak flebolog ima svoj, bom rekel, tisti priljubljeni pristop do te entitete, do krčnih žil. Dejstvo pa kljub vsemu je, da je v zadnjih nekaj letih zlati standard kirurške obravnave ali pa invazivne obravnave krčnih žil postala endovenska ablacija. Se pravi, to je poseg, pri katerem se v bolno žilo vstopi na enem vstopnem mestu, ali pa tudi na večjih, če je to potrebno, ampak ni vedno tako, in ves postopek potem zdravljenja te žile oziroma kirurgije te žile se izvede znotraj vene. Se pravi, ni nobenega rezanja na koži, ni nobenih tudi na koncu posega šivov na koži, ker so ta vstopna mesta dovolj majhna, da se zacelijo sama od sebe. In se pravi, uvede se material v veno, se pravi tisti kirurški material, in se potem vena zdravi od tistega mesta, kjer je najbolj proksimalno, se pravi tam nekje ponavadi v dimljah bolna, nazaj do tistega vstopnega mesta, kjer smo v žilo vstopili. Teh metod endovenske terapije je več, najbolj prepoznavna je laserska metoda, obstaja jih pa več, tako radiofrekvenčna, tudi sklerozacija steno, ki se vodi z ultrazvokom, lahko se žilo zalepi, prihajajo tudi nove metode, kjer se žilo tako rekoč skuha z paro, z mikrovalovi, večino teh metod, razen morda HIFU-ja, uporabljamo tudi na naši kliniki na Kliničnem centru v Ljubljani. Zelo zanimiva moderna metoda, ki pa ni primerna ravno za vsakega pacienta, določeni anatomski pogoji morajo biti izpolnjeni za to, da se da to uporabiti, je metoda lepljenja z lepilom. V osnovi je zelo podobna ali pa celo enaka, kot sem prej opisal, se pravi, vstopi se v veno na enem mestu, gre se potem znotraj vene s tako dolgim katetrom, spuščajo se noter v lumno žile, seveda vse strogo pod kontrolo ultrazvoka, tako da se do zunaj z ultrazvokom vse to nadzira, drobne kapljice lepila in samo s pritiskanjem od zunaj se žila zalepi. Ta metoda je posebna zaradi tega, ker pri njej ni potrebno uporabiti nobene anestezije, niti lokalne okrog žile, in niti ne zahteva uporabe kompresijske terapije, se pravi noge po posegu ni potrebno povijati, oziroma ni potrebno nositi kompresijske nogavice, razen v izjemnih primerih. Seveda, kirurgija ni vedno, bom rekel, takoj možna, nekateri pogoji že morajo biti izpolnjeni, se pravi, kirurgije se ne izvaja pri pacientih, ki imajo akuten strdek, se pravi vensko trombozo, ki ravno prebolevajo vensko trombozo, tudi če je ta tromb v povrhnjih venah, se take kirurgije ne lotimo, če imajo neko okužbo, ki še ni pozdravljena, če trenutno prebolevajo neko rakavo obolenje ali pa imajo kakšno neravnovesje strjevanja krvi prisotno. Torej, bistvene točke zdravljenja krčnih žil so 3. Kompresijska terapija, se pravi nošnja nogavic ali pa povijanje nog, torej invazivno zdravljenje kot neko definitivna oblika zdravljenja, ki bolne krčne žile dejansko odstrani, in podporno zdravljenje z zdravili, ki tudi je možno in predvsem olajšuje nekatere simptome. Zlati standard, kot rečeno, invazivnega zdravljenja je v zadnjih letih postala endovenska terapija, in torej prevzela primat v kirurškem zdravljenju krčnih žil. Da ponovimo, kaj torej poleti početi za to, da bo vaše življenje lažje, hlajenje, plavanje,
sprehodite se, a ne, dvignite noge, kadarkoli lahko, a ne. Če to zunanje temperature vse še dovoljujejo, je tudi nošnja kompresijskih nogavic zelo na mestu, seveda kakšno poletje so zunanje temperature take, a ne, da preprosto nogavica več ne pride v poštev, ker se jo ne da prenašati, a ne, ampak če gre, potem je kompresijska nogavica absolutno vedno dobra stvar. In primerna hidracija, primerna prehrana je zadnja zadeva, ki doda še tale zadnji kamenček nekega splošnega, boljšega počutja tudi v poletnih mesecih in v poletnem času. Tako, hvala lepa z moje strani. Ja, hvala lepa. Ima mogoče kdo vprašanje? Lahko kar. Majda Bergantova. Mene zanima, kaj je to endovenska ablacija. Kaj v bistvu se s tem naredi? Ja, endovenska ablacija je to, kar smo, mogoče bi se vrnemo par slajdov nazaj. Glede, to je način minimalno invazivne kirurgije, ki v resnici bolno veno, bolno krčno žilo odstrani. In sicer jo odstrani na zelo eleganten način. Tako kot smo rekli, v bolno veno pridemo tako, da jo zbodemo z iglico, seveda to kontroliramo z ultrazvokom, tak poseg se vedno vodi tako, da se operater ob tem uporablja ultrazvok, no in skozi to vstopno mesto noter po veni uvedemo lasersko sondo. To je tako v bistvu iz steklena fibra, ki prevaja lasersko svetlobo od enega zunanjega generatorja, neke zunanje laserske naprave, noter v veno. In ko imamo to lasersko fibro noter v veni postavljeno, začnemo z laserskim žarkom veno od znotraj zdraviti. Ta vena se zaradi delovanja laserskega žarka stisne, zapre, in tako potem stisnjeno, skrčeno veno telo samo odstrani. V roku nekaj tednov se ta, nekaj mesecev, odvisno malo, to je malo individualnih razlik od človeka do človeka, torej telo to veno, ki je bila učinkovito operirana, učinkovito zaprta, telo samo resorbira, kot rečemo, odstrani, in s tem smo odstranili tudi seveda vir težav, ki jih je ta krčna žila povzročala. To je princip endovenske ablacije. Ja, hvala. Pozdravljeni. Jaz imam tudi eno vprašanje. Lahko? Ja, prosim. Glejte, omenili ste prepovedana kava. A to je zaradi kofeina? Žitno kavo lahko, ali kaj? Ja, glejte, kava je, v resnici to je posreden učinek, bomo rekel, ne zelo neposreden, posreden pa, kava je tudi diuretik, a veste, in spremeni tudi, če drugega ne, reološke lastnosti krvi, več vode odvajamo, takrat kavo pijemo, Alkohol je podobno, alkohol je ravno tako diuretik, a veste, ta učinek je v resnici mnogoplasten. Tukaj morda imamo premalo časa, veste, da gremo v vse podrobnosti, kakšen je učinek kave in alkohola, Recimo alkohol, še posebej v neki redni uporabi, vpliva seveda tudi na delovanje jetera, in jetra seveda so organ, ki potem s tvorbo določenih snovi ali pa ne tvorbo, če se seveda poškodba jeter dovolj velika, tudi seveda vpliva na sestavo krvi, in potem te spremenjena sestava krvi vpliva tudi na to, kako se ta kri po žilah premika, v končni fazi pa to pomeni nekoliko večje ali pa nekoliko manjše težave. Seveda ne gre tukaj za bistven vpliv, veste, tak, ki bi bil res, kot rečemo, že z aviona viden, ampak je pa eden od kamenčkov v sestavljanju nekega boljšega počutja. Ja. Hvala. Ni zakaj. Povejte, ima še kdo kakšno vprašanje? Ja, zdaj eno vprašanje je bilo na Facebooku zastavljeno. In sicer gospod zanima, v katerem primeru pregledati D-dimer v krvi?
Ja, dedimer je, bom rekel, neka laboratorijska entiteta, vrednost, ki je lahko povišana takrat, ko pride do globoke venske tromboze. Ne samo takrat, dedimer je dokaj nespecifičen, recimo dedimer se poviša takrat, ko imamo nek operativni poseg ali pa tudi že takrat, ko smo prejeli recimo intramuskularno injekcijo. Tudi zaradi tega vzroka se lahko dedimer že poviša, tako da dedimer ni zelo specifičen, je pa res, da je povišan tudi takrat, ko pride do globoke venske tromboze, se pravi ob nastanku strdka v veni, je tudi dedimer povišan in zdravniki uporabljamo tale vrednost dedimerja tudi kot sodilo, dodatno, ne edino, sploh ne, eno od sodil takrat, ko opredeljujemo, ali je pri določenem pacientu morda prišlo do nastanka strdka v veni, torej do globoke pa površne venske tromboze. Tako. Vidim, da je prišlo še eno vprašanje, kaj pomeni edem in kako izgleda. Edem pomeni oteklino. Spet, edem sam po sebi ima lahko različne vzroke. Ni samo venska patologija tista, ki pripelje do otekanja nog, torej do edema. Lahko je v ozadju za tako oteklino tudi recimo popuščanje srca, slabše delovanje srca, ali pa spremenjeno delovanje, slabše delovanje ledvic, ali pa, veste, spremenjeno delovanje jeter in posledično drugačna količina albuminov v krvi, recimo. Hipoalbuminemija tudi pripelje do tega. Ali pa recimo zmanjšano delovanje ščitnice, hipotiroza je lahko tudi razlog. Lahko se celo pri istem pacientu ti različni vzroki edema pokrivajo. Se pravi, da je vzrokov za edemom pri istem pacientu hkrati prisotnih več. In je potrebna potem nekoliko širša obravnava, nekoliko širša pač tudi diagnostika, da se vse te možne vzroke ali izključi, potrdi oziroma opredeli. Vidim, da je še eno vprašanje tukaj, ali predlagamo uživanja Detralexa. Ja, Detralex je venotonik. To je zdravilo, ki vsebuje mikroflavonoide in to so snovi, ki vplivajo na, bom rekel, žilno steno. Tako da učinek je seveda Detralexa ugoden. Večinoma ljudje poročajo, oziroma učinek pri jemališče je na simptomih. Se pravi, občutek bolečine, težke noge je boljši, manjši ob uporabi takih zdravil. Je pa seveda na mestu, da vam taka zdravila predpiše ali osebni zdravnik ali pa specialist flebolog, ki je določeno diagnostiko speljal. Ja, tukaj smo eno vprašanje preskočili čisto na vrhu. Kaj storiti, če žile na nogah pečejo? Ja, zdaj, lahko je pekoča bolečina v žilah ali pa nad žilo na nogi prisotna takrat, ko že samo takrat, ko je, bom rekel, tale žila polna na način, kot smo opisali, se pravi, da gre za vareks, za varico. Ni nujno, da je ta pekočina, pekoča bolečina povezana recimo z strdkom v tej veni. Ampak je pa potrebno poudariti, da lahko pa se taka pekočina pojavi tudi takrat, ko se v recimo povrhnji veni pojavi strdek. Takemu nastanku strdka, ki potem seveda tudi povzroči pekočino, povzroči lokalno rdečino tudi, temu medicinsko rečemo tromboflebitis povrhnji, tak strdek ponavadi še ne predstavlja velikega tveganja za neki resnejši zaplet. Se pravi, ne zgodi se pogosto, da bi nek tak strdek v povrhnji veni se razrastel, če temu tako rečemo, in postal tako velik, da bi segel v globok sistem, da bi motil odtok krvi iz te končine, ali pa da bi celo se odtrgal takle strdek in potem odletel v pljuča in tam recimo povzročil pljučno embolijo. To se v primerih, ko je strdek prisoten v povrhnjih venah, zgodi zelo, zelo redko in ni treba tukaj pretiranega strahu zaradi tega imeti. Je pa vseeno vsekakor to stanje, ki ga je treba
pokazati zdravniku, da se izključi, da ne gre vseeno za kaj več kot samo ta povrhnji tromboflebitis in da se torej ustrezno lahko samo simptomatsko, v večini primerov je dovolj simptomatsko zdravljenje, se pravi hlajenje, kompresijska terapija in tako naprej, da se torej pravilno zdravljenje potem tudi pacientu priporoči. Močni krči, kako pomagati pri močnih krčih? Ja, glejte, močni krči so v bistvu zelo močen že razlog, ki upravičuje invazivnejši pristop, se pravi kirurški poseg oziroma endovensko ablacijo. To je v resnici najučinkovitejši način, ki razreši težavo. Treba je povedati, da nikoli ni garancije, da bojo težave po kirurškem posegu povsem prenehale, da bomo torej dosegli stanje, veste, kot dan in noč, ampak vsaj pomembno izboljšanje simptomov pa običajno je prisotno in ga tudi potem po takem posegu pričakujemo. Kaj je bolje, Detralex ali Flebaven? Težko reči, to je malo tudi individualno odvisno, veste, nekateri ljudje odreagirajo bolje na enega, nekateri na drugega. Načeloma je pa res, da ima Detralex več učinkovin v istem zdravilu, več rahlo različnih učinkovin, Flebaven pa tukaj nima, bom rekel, nekih, je ta nabor učinkovin, ki jih vsebuje nekoliko manjši, Tako da v teoriji vsaj ne bi imel Detralex nekoliko bolj kompletnejši učinek, ampak absolutno ni to pravilo. Veste. To je preprosto odvisno tudi od individualno odvisno od človeka do človeka, tako da je Flebaven vsekakor tudi odlično zdravilo. Ja, še eno vprašanje je, kakšne vaje so priporočene v fitnessu ali fitness predstavlja absolutni ne? Glejte, fitness sam po sebi je, bom rekel, faktor, ki kar intenzivno vpliva na poslabševanje stanja ali pa celo na nastanek krčnih žil. Tako da ne bom rekel, da fitness absolutno odsvetujem, morda bi rekel tako, tistim ljudem, ki imajo izrazito genetsko predispozicijo, se pravi, da so krčne žile dobili že v mladosti ali pa res na začetku odrasle dobe in da so te vene izrazite in da imajo težave, ki so močno izražene, je morda res na mestu nasvet, da se fitnessu, če se le da, izognejo. Drugače pa je vsaj pri takih fitnessu, pri ostalih, pomembno, da se zaščitite, se pravi, da nosite kompresijske nogavice, takrat, ko te vaje, ki zvišujejo intratorakalni ali pa intraabdominalni tlak, da torej pri taki dejavnosti noge so zaščitene s kompresijsko nogavico. Ja, nobena vročina ni dobra, vidim, to je zdaj eno vprašanje infrasavna in ožilje, nobena vročina, še posebej, če se pogosteje, veste, se pacient izpostavlja, ne deluje, se pravi, nekako blagodejno na vene, ampak nasprotno. Se pravi, ni prav bistvene razlike, ali je to infrasavna, ali je to finska savna, ali je to, ne vem, vroča voda, topliška, vročina v vsakem primeru vpliva negativno. Pa še kdo kakšno vprašanje, prosim? Ne vem, me slišite? Slišimo? Ja. Potem bi samo vprašal, koliko je primerna masaža teh površinskih krčnih žil, ki jih imam z raznimi venageli, različni so, ne? Glejte, masaža sama po sebi, tudi po študijah, nima nekega, veste, merljivega učinka na vene, ampak, če je vaš subjektiven občutek po masaži boljši, če se bolje počutite, seveda
ni razloga, zakaj tega ne bi počel. A ne? Neke škode si s tem naredil ne boste. Hvala. Ni zakaj. Tudi je še vprašanje, ali je joga, pilates primeren? Ja, pilates je že tudi dokaj naporen šport, a ne. Joga, moram reči, da nekatere poze, a veste, ki recimo, moram reči, da nisem si zelo domač z jogo, a ne, tako da ne poznam vseh poz ali pa napenjanj, recimo, ki bi lahko določene poze prinesle, a ne. Spet velja tisto generalno pravilo, a ne. Če pri določeni pozi ali pa pri določeni dejavnosti fizičnih športov, a ne, pride do povečevanja intratorakalnega, intraabdominalnega tlaka, a ne, kar seveda potem zvišuje tlak tudi po venah navzdol v nogah, a ne, je taka dejavnost manj primerna oziroma prej, a ne, škoduje kot pa koristi. Kaj je nevropatija in kompresijske nogavice? Ja, nevropatija je obolenje živcev, a ne, ki je prisotno dostikrat, a ne, pri recimo diabetikih, a ne. Tukaj razlogov nevropatije je en kup, a ne, vzrokov, a ne, ampak pri diabetikih je periferna nevropatija dokaj pogosta, a ne. Zdaj, kompresijske nogavice, glede na samo nevropatijo, a ne, tukaj ni nekega, bom rekel, omejitve, a ne, zaradi nevropatije, ampak je pa omejitev nekje drugje, kar se tiče uporabe kompresijskih nogavic. In sicer kompresijska terapija je kontraindicirana, lahko celo, ali pa je potrebno jo uporabljati previdno, takrat, ko je motena arterijska prekrvavitev nog, a ne. Se pravi, takrat, ko so okvarjene arterije in je dotok krvi v samo okončino zmanjšan zaradi okvarjenih ali pa poškodovanih arterij, a ne, takrat lahko kompresijska nogavica še zmanjša ta pretok po arterijah, a ne, in v resnici poslabša prekrvavitev okončine, a ne. Zato je recimo pri tistih pacientih, ki imajo zelo izraženo periferno arterijsko bolezen in recimo čisto sodilo obstaja, gleženjski indeks manjši od 0,5, a ne, je celo kompresijska nogavica kontraindicirana, se pravi, takrat kompresijske nogavice načeloma ne bi smeli uporabljati v takem primeru. Vidim, da je bilo tukaj še eno vprašanje. Ja. Je možno, da se bolečina povezana s krčnimi žilami prične v zadnjem delu stegna? Prisoten je čuden pritisk, sploh pri sedenju. Ni nemogoče, če je tam prisotna, a veste, bom rekel, določena varikoziteta in to je lahko tudi na zadnji strani stegna prisotno, a ne. Ni pa to tak scenarij zelo pogost. Se pravi, ta bolečina v zadnjem delu stegna je večkrat razlog v obolenju živca, se pravi, je to ishiadična bolečina, a ne, in je potrebno najprej izključiti, a ne, da ne gre za težavo torej v smislu te ishiadične bolečine, a ne. In šele potem, ko se je ta možnost izključila, a ne, je smiselno potem pač izključevati tudi to možnost, da gre tu v resnici v ozadju za krkno žilo, za veno na tem mestu. Zanima me učinek kolesarjenja. Ja, kolesarjenje je tako. Kolesarjenje je v resnici dokaj ugodno vpliva, ne, ker je mišična črpalka periferna aktivna med kolesarjenjem, se pravi, mišičje golenje, a ne, deluje in izboljšuje praznjenje venskega sistema nog, a ne. Hkrati pa ob kolesarjenju niso hudo obremenjeni sklepi, a ne. In tudi ne prihaja, kot bi recimo pri teku, a ne, prihaja do drugačnih tlačnih razmer. Se pravi, pri teku so tudi vene bolj obremenjene recimo kot pri kolesarjenju, čeprav, a ne, ravno tako, a ne, pa mišična črpalka dela ravno tako pri teku kot pri kolesarjenju. Ampak je torej neto učinek pri kolesarjenju boljši kot pri teku, ker ni tiste negativne komponente, a ne, teh, bom rekel, neprimernih tlačnih razlik, ki pri teku nastajajo.
Tako da kolesarjenje je dobra fizična aktivnost za vene. A ne. Seveda je pa spet primerno, a ne, da recimo tudi ob kolesarjenju uporabljate športno kompresijsko nogavico. Ali priporočam kompresijsko nogavico do kolena ali do vrha stegna? Glejte, to je pa odvisno od tega, kje je pravzaprav težava prisotna. A ne. V nekaterih primerih je dovolj tudi kompresijska nogavica do kolena, a ne. Seveda takrat, ko so bolne vene pod kolenom. A ne. Takrat, ko so bolne tudi vene nad kolenom na stegnu, takrat je kompresijska nogavica do kolenka, a ne, preprosto premalo. A ne. Ampak to se da vedeti šele takrat, ko se pri pacientu naredi vso potrebno diagnostiko, predvsem tukaj mislim na ultrazvok. A ne. In da se natančno opredeli, katere vene in do katere višine na nogi so vene bolne. To potem tudi odloča o tem, a ne, kateri tip kompresijske nogavice je primeren. Ja, še eno vprašanje je rastlinska prehrana boljša na dolgi rok za vene in situacije? Najboljša je uravnotežena prehrana. Zlata sredina je dobra stvar v življenju vedno, tudi pri prehrani. Ekstremi niso fajn. To je zdaj tako iz četa. Zdaj, če ima še kdo vprašanje, kar izvolite. Ne. Potem bi se jaz kar lepo zahvalila. Ja, Hvala lepa za zelo izčrpno predavanje. tudi z moje strani. Prav lepa hvala za povabilo, mi je bilo veselje in sem užival tole uro z vami. Upam, da še kdaj. No, super. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, nasvidenje. Nasvidenje, Dio. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje.